Klanovci so, oboji so šli v Žurakire. Sem računal, da bo odlični, ampak ja. Dobrodošla, se pravi, Tjaša Sušin. Kaj več o tem, kako si predstavlja to, kjer si, boš itak, imamo tudi povedala v uvodu. Tako, poznamo te kot navdušeno v skautingu dolgoletno. Zdaj trenutno služiš celo kot načelnica Slovenskega združenja slovenskih katoliških skautin in skautov. Hvala, da si vzela čas, pa si nocoj z nami. To je zdaj v bistvu letos tretji Dravijski duhovni večer. Hodimo v smer nekako poglabljanja našega odnosa s stvarstvom, kaj lahko kot kristijani naredimo, kaj je tisto bogatstvo, ki ga imamo v naši misli, v naši duhovnosti, v naši filozofiji. In se mi zdi tako, no, da boš s tem, kar si, s tem, kar delaš in s tem, kar si študirala, kar znaš, se mi zdi ena fajn gostja, ki boš od nas pomagala potem naprej. Tako da dobrodošla, pa evo ti predajem besede. Ja, hvala Primož. Lep pozdrav in dober večer z moje strani. Zdaj Primož je že nekaj povedal. Ko me je Primož poklical, sem bila najprej tako, kaj ne zdaj povedal, sicer mi ni rado kaj dosti prepričevati, ampak vseeno na drugi strani v bistvu res že dolgo nisem takole bila, v bistvu pred korono, po moje nazadnje. In pol sem se spraševala, ker je Primož eno skautinjo, smo razmišljali in si mi padla na pamet, sem rekla, ok, nekaj skautskega mora biti, vse to je itak del mene. Na drugi strani ekologinja, ok, ampak zdaj neke strokovne stvari si lahko vsak prebere. In potem sem se odločila, da velikrat me ljudje opišejo, da sem pristna in da imam veliko energije. Enkrat mi je rekel, ti bila polnilnica za baterije in sem si rekla nič. Bom združila to pristnost in energijo, pa pač pokazala to, da je skautstvo v bistvu mi dal to, da je narava nekako bi lahko rekla kar del mene. No? Tako da upam, da vam bo naslednje besede predvsem na vdih. Vas pa povabim, ker je vmes, vas bom tudi kaj vprašala, da se na to odzovete, dvignete kakšno roko, kaj poveste. Naslov sem dala nevidne niti narave. Nevidne, jaz mislim, da so še kako vidne, ampak če jih znamo opaziti. Navdih za ta naslov mi je pa v bistvu so bile 3 knjige, Skrivno življenje dreves, Skrivno življenje živali in pa Skrivne mreže narave. 3 knjige, ki jih je napisal en gozdar, ne vem, če kdo mogoče pozna. Marsikdo ga tudi skritizira in pravi, da je preveč poljuden, ampak moje mnenje, mislim, da že na ekologiji je bilo, da je sicer to veda, ki je zelo strokovna, ampak nam nič ne pomaga, če ne znamo približati ljudem in mislim, da je tako v bistvu nasploh za znanje. Tako da bom kar začela, da ne bomo predolgi. Kdo je te knjige napisal? Napisal jih je pa Peter Voleben. Tako. Ko sem razmišljala, kaj bi povedala vsak, bom povedala čez to, pa razmišljate tudi pri sebi, kaj bi bili, če bi bili. Če bi bila vodno telo, bi bila slab. Če bi bila gora, bi bila jabolec in če bi bila drevo, bi bila macesen. Zakaj? Ne bom razlagala, ker mislim, da ko bom prišla do konca, pa ste vedeli, zakaj sem zbrala ravno te 3 stvari. Razmišljate pa tudi sami, kaj bi bili, če bi bili vodno telo, če bi bili gora, če bi bili drevo. Kot sem omenila, na biologijo sem se upisala zaradi forenzike, ker so takrat obljubljali, da bo tudi ena od smeri. Na koncu, animacija. Skratka, na koncu sem se v času faksa navdušila predvsem na zvermi, torej volk, ris, te karizmatične živali, ki živijo v našem gozdu. Ampak od zveri sem prišla do kremljenosti jajka. Vedno sem si predstavljala, da bom verjetno magistrsko delala, ne vem,
tako da bom proučevala, kaj je v zvezi z medvedi ali pa z volki. No, na koncu sem šla na en teren, pa je rekel takrat asistent, danes ne vem, če je že profesor, je že, no. Je rekel, kaj pa če bi ti delala kaj na vodah? In sem tako v bistvu povzročila celotno tok reke Save, seveda z pomočjo svojih prijateljev. In v bistvu, ja, na koncu napisala magistrsko nalogo iz vzorcev Save, iz ekološkega stanja celotne reke, od Jesenic na Gorenjskem do Jesenic na Dolenjskem. Tako sem si želela, da tudi naslov, pa je rekel profesor, da je malo preveč poetičen, tako da je potem postal bolj kompleksen. Zakaj to govorim? Narava je zelo kompleksna, ampak če znamo v njej najti to, kar želimo, je lahko tudi zelo preprosta, lepa in se nas lahko ta kompleksnost na zelo enostaven način tudi dotakne. In potem smo pri skavtstvu. Mislim, da me večina ljudi pozna po tem, da sem skavtinja, zelo navdušena, čeprav je včasih ne, ampak je velikokrat tudi lepo. Skavtstvo je vzgoja za življenje, bi jaz rekla. Je vzgoja, to je, mislim, da sploh ni vprašanje, to je rekel že naš ustanovitelj Baden-Powell. In jaz pravim, da je vzgoja za življenje. Če gre otrok v eno društvo, recimo nogometno, bo postal nogometaš. Skavt si pa vedno, vsi tudi nogometaš si lahko vedno, ampak se uriš v eni stvari. Skavtstvo ti pa da eno široko paleto veščin in ni samo krožek, ni samo trening, je vzgoja, je pot. In naša narava nam kaže ogromno. Tla sem dala kranjsko lilijo. Kranjska lilija ena, evo že, na stvar, ki jo lahko opazimo, moramo jo poznati, da jo lahko tako poimenujemo. V kranjski liliji imamo mi oranžen kroj, pa še počeli, ampak danes ne bomo to govorili o skavtih neposredno. Skavtski tabori. Najboljša stvar za to, da imaš res rad naravo. Najboljša stvar za to, da se začneš čuditi in občudovati stvarstvo. In tam piše Baden-Powell, naš ustanovitelj, da skavtstvo zapamte na koncu napisal utrdi in okrepite, da se ne bojiš vetra in dežja, vročine in mraza. Vse to sprejmeš, kadar pride in čutiš pripravljenost, ki ti omogoča, da se na vsako od težavo odzoveš z nasmehom. In mislim, da me je to skavtstvo velikrat naučil, pa me še vedno uči, takrat, ko se jezim in si želim, da bi se stvari videli drugače. Ne moram iti mimo Kočevskega roga, kjer stoji hiša, ki jo imamo skavti v upravljanju. Od septembra mislim, da sem bila tam mogoče enih 5-6 vikendov, ne, drugače pa praktično vsak vikend, ko je Kočevski rog sprejel različne skupine, sicer pa poleti tam izvajamo tudi tabore družin. Tukaj imamo tudi, mislim, da udeleženci, ki so tam že bili. Zakaj Kočevski rog? Če te kje narava navdihnete tam? Tam iščeš neke druge povezave, tam ni signala, kar je danes luksus, za nekatere tudi ovira. In sredi Kočevskega roga stoji tudi kraljica roga. Dovolj. Danes bom izpostavila par takih stvari, ker lahko bi govorila samo o drevesih, samo o živalih, ampak pol bi se bil do jutrišnjo verjetno. Tako da, Kočevski rog. Pejte si ga kdaj pogledati, pa vas bo zagotovo navdihnil v svoji vidnosti in nevidnosti. In zakaj vam govorim vse to? Ko hodimo, lahko tudi po mestu, lahko se včasih zatopimo svoje misli in ne opazimo niti pešca. Mogoče se vam je že kdaj zgodilo tudi, da ste se v koga zaleteli. Jaz sem se, tudi v luč sem se že zaletela. Zdaj sem nekaj napisala. Okay. In ja, mogoče ste že kdaj opazili, verjamem, da ste verjetno že videli kačo, školjke, kakšen cvet, to je murka, medveda. To je tvoja fotka? Ja, načeloma so skoraj vse fotografije moje, kakšno vmes mislim, da boste hitro spoznali, ampak vse, kar se tiče fotografij narave, neposredno so moje. To ste mogoče opazili. Zdaj vas pa vprašam, a ste že opazili kaj od tega? Katarina je, ker da mislim, da skoraj pa se odbrala. To so 3 gljive. V
vse fotografije so narejene v Sloveniji. In mogoče eno najbolj spregledanih organizmov, ko se sprehajamo, pač jurčka pa lisičko, ajde, ki se znajde pa na krožniku, to nam še gre. Ampak tudi to je v naravi. Ne bomo razlagala, katere vrste, ker niti ni pomembno. Sam hočem povedati, tale recimo fotografijo v sredini je posneta v štepanskem naselju na Blažovem griču, na travniku. Mimo gre verjetno vsak dan, ne vem, koliko ljudi je ogromno, pa dvomim, da kdo zares pazi. In to opazovanje je zelo zanimivo, ne? Zato ker s tem, ko vidimo stvari, zdaj smo videli tudi barvito, vijolična goba, rdeča goba, murka, spet neka roza barva, zelena, ki nas pomerja, pravijo tudi po psihologiji in tako naprej. In vse te stvari nam v bistvu mogoče neko čudenje. In ko sem hodila še na faks, me je enkrat ena sošolka vprašala, ok, ampak sej ti ne verjameš, da je Bog ustvaril svet, ne? Mislim, sej verjameš v veliki pok, ne? Dobro vprašanje, ne, v resnici. Takrat sem napisala eno kolumno in zdaj, ko me Primož pač povabil, sem se spomnila to kolumno. To je bilo točno 10 let nazaj, leta 2014, se mi zdi, sem to kolumno napisala. No, ampak še boljše mi je pa tale. Enkrat sem se udeležila enega predavanja pri jezuitih in tam je rekel tale doktor Branko Klun, morda pa želi dopustiti, da je stvaritev že sama po sebi ustvarjalna. Bog torej. Znanost je omejena z metodičnostjo. Že s tem, ko želi znanost razložiti racionalnost, prestopa meje znanosti. Pomembno je, da razlikujemo med izjavo znanstvenika in znanstveno izjavo. To ni isto. Kaj je problem in kaj je skrivnost? Mi se bomo danes ukvarjali predvsem s tem drugim, skrivnostjo. Znanost bi pa to obravnavala kot problem. In takrat ne bom vsega tega brala, bom prebrala vod, pa sam zaključek. Jaz sem ji odgovorila tako, verjamem v evolucijo, dogajala se je in smo del tega procesa. V evoluciji se skriva edinstvenost, se skriva boj in preživetje, življenje. Verjamem v Boga. Življenje in v dušo. Nekaj več. In potem javno vprašala, kako se je to predstavljala in tako naprej, sem ji povedala in potem sem jaz odgovorila na to, na koncu vem, da verjetno težko razumeš, ker moraš čutiti. In kako lahko verjameš v nekaj, kar ne vidiš, za kar ne obstaja dokaz? Pa bom spet kar prebrala, ker bo lepše, ker če govorim. Si prepričana, da ne, veš, verjamem, da je on tisto nekaj več. Nekaj, kar povezuje vse med seboj. Si predstavljaš en prehranjevalni splet, no, tam vse deluje, ko je stvar uravnovešena. Si predstavljaš človeške duše, kdaj pa tam vse deluje, takrat, ko vlada sočutje, ljubezen, mir, zaupanje, predanost, večna uganka. Pa vendar, draga moja, morda ga ne vidim neposredno, čutim pa, čutim, da je blizu in vidim ga včasih tudi v tvojih očeh. Zakaj pa ti verjameš v ljubezen in prijateljstvo, a to vidiš? Vidiš stvari in ljudi. Čutiš pa tisto, kar se zgodi, odnose. In jaz mislim, da je to narava, tako gledam na naravo. Vidimo drevo, vidimo, da dežuje, čutimo pa dežne kaplje. In vse, kar vidimo, kar opazimo, kar se z našimi čutili dotaknemo, vonjamo, v nas zbuja neka čustva. In vse te stvari se da zelo lepo razložiti na nek znanstveni način, hkrati pa tukaj prehajamo v tisto presežnost, razsežnost. Ena misel pravi, če hočeš nekaj doseči, moraš najprej seči. Ko enkrat dosežeš, je tisti cilj uspel, ampak takrat se začneš ukvarjati, kaj zdaj, kaj naprej, kaj bom zdaj s tem ciljem, zakaj sem to dosegel. Se pravi, vedno nekaj iščemo, splošno, tako zlajno nas sliši, da iščemo srečo. Iščemo, zakaj smo? Iščemo vrednost tega življenja, se sprašujemo, ampak mislim, da pogosto ne slišimo še peta. In zato je prav, da si vzamemo čas, da gremo. Če ne gremo,
nimamo svoje zgodbe. Smo doma, lahko poslušamo druge in se hitro lahko to javimo neko malo dušje in tako naprej, neko žalost in tako dalje. In če gremo, dajmo oči na peclje, poslušimo, pustimo si biti radovedni, raziskovati. Poglejmo v tisto jamo, ki je nekje in tako dalje. In gost, hribi, karkoli v sebi skrivajo en kup zgodb. Vsaka sled ima svojo zgodbo in če hočemo te zgodbe nekako skupaj sestaviti, je treba tudi malo predvidevati oziroma si pustiti domišljiji pot in to povezati z znanjem, ki ga ima. In zato vas povabim, sem že začela, ampak vas povabim, da se sprehodimo čez dejanske slike narave, da se premaknemo mogoče tudi malo bolj v polje znanja. Ko gremo na pot, jaz mislim, da je narava je lepo tako takrat, ko je nevihta, tako kot takrat, ko je ful lepo vreme. Leva slika je nastala takoj po nevihti, desna pa sredi vročinskega vala. Leva je slikana na poti proti Snežniku, desna pa v dolini Iške. In pravim tako, ne prosim za lepo vreme, ampak za oči, ki zmorejo najti lepoto v vsakem primeru. Ne prosim za najboljše razmere, ampak za modrost, da glede na razmere sprejmemo prave odločitve. Normalno, če ni vihta, ne bomo šli na Zajlo pa na Triglav, ne. Ampak tudi v nevihti je narava lahko zelo zanimiva. Je pa seveda potrebno poiskati varno zavetje oziroma malo spremljati. In to je onkraj vidnega. Včasih je v Ljubljani res megla, pač kjerkoli. Mislim, drugače iz Krškega, kjer je tudi zelo pogosto megla. In če se ne zmigamo s kavča, bomo živeli v tej megli. To zdaj spet govorim, tako je tudi v naši duši, ne? Če se ne zmigamo, bomo pač tam, v tistem svojem. Treba iti ven in odpreti stopnino. In če bi vas vprašala, samo še 2 stvari imate za zbrati. Ali boste do konca življenja gledali morje, ali boste gledali ogenj. Kaj bi zbrali? Vse. Kdo bi zbral morje? Ok, kdo bi zbral ogenj? Ja, ni nobenih posledic, to ni psihološki test ali karkoli drugega. Zakaj sem dala te 2 stvari? Gledanje v ogenj, veste, da nas zelo v bistvu pomiri in tudi sprazni glavo. In gledanje v morje prav tako. Baje zato, ker v bistvu možgani, zaradi tega, ker je skozi eno valovanje, dobijo toliko informacij, da dejansko se morajo ukvarjati preveč informacij, da bi se lahko ukvarjali še s čem drugim. Zato s časoma, če recimo dolg časa zrete, verjetno, ne vem, lahko pridete do tistega, ko včasih rečemo, šel sem in sem čez prazno glavo, ne. Pravijo vsaj v hecu, pa tudi tako pravijo, ne, da ženske tega sploh ne znamo, ampak kakorkoli. To nas pomirja. Pomirja nas pa zaradi tega, ker pride toliko žučnih impulzov do nas. In narava kot prostor. Spodaj sem zbrala 4 slike, čim bolj različne. Morje, gozd, hribe in pa tudi eno polje, ki je, se pravi, to je tam bizelsko, ki je obdelano s strani človeka. Zdi se mi pomembno, da se zavedamo, da narava ima zelo veliko obrazov, ne, in ima tudi zelo veliko prostorov, kar pomeni, da tukaj, ko smo si mi različni, je tudi narava različna in sigurno ena stvar nam ziher ustreza. Mogoče ne grejo vsi, ali pa ne gremo, ne greste vsi radi v hribe, ampak vse je še gozd. Če gozd ni v redu, pa je reka, če ni reka, je pa morje. Skratka, lahko najdemo prostor, kjer urimo svojo radovednost, pa je lahko ena luknja, v katero pogledamo, lahko smo v luknji, pa gledamo ven. Narava nas uči tudi fokusirati določene stvari. Veste, da je otrokom včasih dajo vrtcu, pa tudi sicer pri skavtih včasih uporabimo fotoaparat, skozi katerega pogledaš, zato da vidiš podrobnosti, ne. In to ravno tudi s svojim življenjem daj, fokus na določene stvari. In pa, jaz mislim, da je narava tista, ki nam pogosto obrača pogled proti nebu. Včasih pozabimo gor pogledati, ne. Tle
se mi pa zdi, da je to ena taka stvar, ne vem, ki je sonce ali pa sončni vzhod, sončni zahod, opazujemo, gremo gor, dol, vsak dan v mestu smo dostakrat tako malo sključeni, malo hodimo. Je že cel teden sem na računalniku, sem jih prej rekla Katarini, da sem največ verjeten korak naredila včeraj v BTC-ju, ne? Ampak pač pozabimo, narava nas pa dvigne, pač svež zrak pride in čisto v bistvu biološko vpliva na to, da se veliko bolj počutimo. In uči nas majhnosti in veličine, uči nas tega, da je res to, kar je Bog ustvaril, stvarstvo, ustvarjeno kot mogočno, kot veličastno, kot nekaj preseženo, nekaj, kjer lahko iščemo tisto bistvo, ki ste ga prej izmošteli, kar resno gledali. Nekaj, kjer lahko najdemo mir in nekaj, kar v nas budi hvaležnost. In omogoča nam iskanje poti, na vsaki poti pa najdemo tudi sebe, zagotovo. Omogoča nam stik z nami in ni pomemben čas, ampak smer, kam gremo. Ni pomemben cilj, ampak pot. In ne številke, ampak prijatelje, ljudje, ki jih srečaš na tej poti, ljudje, ki s tabo hodijo to pot. In narava je idealni prostor, je igrišče, je vir dobrin. Mogoče se premalkrat zavedamo, da v bistvu zelo veliko stvari nam narava ponuja, če jih ne poznamo. Zdaj bo recimo lišče maše, oziroma je že, ja, hvala, je že. Skratka, v vsakem letnem času nam nekaj ponuja. Stara ljudstva, če bi šli zdaj nazaj gledati, so bila veliko bolj povezana z naravo, pa tudi veliko bolj odvisna od narave. Veliko več stvari so mogoče vedela. Sploh ne bi rekla, da so jih vedele, ampak pač bili so jih prisiljeni uporabljati. Mi pogosto pač greš v trgovino, kupiš, niti ne razmišljaš, od kje pride moka. Tudi kostem, konc koncev, danes se da že čebulne olupke za perhe obarvati, kupiti v trgovini, recimo, ne, brez čebule in tako naprej. Ampak narava je tista, ki nam daje hrano, ki nam daje energijo. In evo, to se moram zmaj pohvaliti. Lani sem točno v testu spekla novo v naravi. Skratka, tako, dajemo nekaj, kar lahko z našim znanjem, s tem, kar znamo kot ljudje, čemer smo si drugačni, recimo od živali, naredimo, kar lahko pač izboljša naše tudi psihofizično stanje. Meni narava prostor za oddih, kot vidite v vseh možnih oblikah, edin morje ni tlegar, morje je meni najmanj ljubo, oziroma mi postaja vedno ljubše, malo zaradi službe, malo zaradi športa. Sicer pa ja, predstavljam prostor za oddih. Mislim pa, da je narava tudi tista, ki ti da izkušnje in tudi preizkušnje, iz katerih se tudi nekaj naučiš, tako kot je prej rekel Baden Powell. Si bolj trden v določenih situacijah. In kot sem prej rekla, narava je igrišče, je druženje in so izzivi. S prijatelji, skauti, imam jaz res ogromno spominov in narava je res super prostor. Glede na spodnji sliki, Primož se bo spomnil, ne, so sami duhovniki. In to je ena ambientacija na začetku, ko so v bistvu dobili rutice. Ni važna starost, ni važno nič. Važna je samo zgodba, ki je bila ob tem pripravljena. Svež zrak, sproščenost, ki jo sem prepričana tudi najdemo ravno v naravi. Ampak treba se pa zavedati, da smo v naravi vedno gosti. To je samo vprašanje zato, ker tudi, če v svetopismu beremo, narava nam je zaupana, da smo kot gospodarji in tako naprej, se strinjam, ampak mislim, da je beseda gospodar lahko dobra, lahko je pa tudi uničevalna. Skrbniki. Tako, ste malo tako reči, hvala Primož. Zato je veliko tako, boljša beseda, skrbniki smo, odgovorni smo za to, da bo narava ostala tudi za namcem. In na drugi strani odgovorni smo za to, da ko posegamo v njo, ne puščamo tam takšnih sledi, ki bi bile za naravo uničujoče. Čeprav vemo, da to ni čist tako, pa ne gre čist tako lepše, se sliši kot je, ampak s tem zavedanjem.
Evo, tako izgleda moja najlepše jutro, na spalni vreči nekje, kjerkoli že, skratka, tam je spodaj lahko povem, da sva s Katarino, ki smo prehodili Julijano trail 270 km, sicer v 3-4 vikendih, ampak tole spanje imam to, kar vaja boljših izkušenj, ker zato, da si šel spat, si samo najprej sleč pet čez jezero in potem se nazaj vrečni, in se spanje vrečni. Takole, tudi v dežju. In zdaj smo pa še do rastlin, pa do živali. En kup rožic, ki ste jih zavarjavali, da skoraj vse že vidite. Tukaj hočem pokazati, kakšna je pestrost, v bistvu, koliko različnih rastlin. Ne vem točno, koliko je rastlin različnih v Sloveniji. Priznam, da tudi nisem pogledala tega podatka, ker drugače nisem nekaj ekstra tako, da bi se te podatke zapomnila. Ampak recimo zelo veliko, v različnih koncih vidimo različne stvari. In živali, tista leslika gor je zakladila, so vse to malo. Lahko vidimo lisico, kavko, planinski močerat, rebrača, srna, gams, veverica, res en kup stvari. In tudi tiste malo bolj drobne, ali pa tiste, ki jih mogoče manjkrat opazimo. Ptice, ribe, jajčica, tam spodje, ptič, ki je tle, sicer ni tako dobra slika, da sem hotela dati svojo, nisem hotela poiskati neke profi, ki je v bistvu model, za katerega verjamete, da to sploh živi v Sloveniji. Kaj podomiš, kaj je tisto ne vidim? Ne, to je čebela. Čebela? Tako, v Župjeku na Bizelskem imamo gnezdišče in v bistvu vsako leto tam nekje okrog maja te ptiči tam začnejo gnezditi, junija imajo mladiče in je zelo živahno, jih je zelo fajn gledati, tudi so naredili tak opazovalnico, na katero pač se lahko pride, je pa treba jih zelo zgoditi tam, v 5 zjutraj je fajn, da si že naprej že, če ne še prej. Je pa zelo živahno, pride ogromno družin, to so v bistvu luknje v mivki, tak ogromen peskohop, ali kak bi temu rekla je, luknje v mivki in ta ptič je moder, kraljevo moder, bi ponekod rekel, in rumen, ena posebnost. Potem morska zvezda, parlovci, skratka, cela barvitost, evo, jeden, paten, črna žolna, šoja, kalin, zgoraj je pa, kako se že reče, tej gozdni sinici. Skratka, ena gozdna ptička, podobna sinički, tisti te rumeni, ki pride v ptiče hišta. Pa smo spet pri gobah, ne? Zdaj vas spet vprašam, katere ste že videli razni lučka gor. Kot ste videli, sem uporabila 3 liste, pa so pa še 3 druge. Te gobe so res zanimive, ne? Namreč, če grem malo naprej, zdaj se mi nekaj pomešal. Ne, pa bom pa malo kasneje to povedala. Zapomnite si gobe, bomo se še vrnili. Skratka, ja, to so stvari, ki jih recimo, če smo kolikrat toliko pozorni vidimo. Potem so pa stvari, za katere treba pa malo bolj pozorno gledati, da jih vidimo. Ena takih stvari so stopinje. Tudi mi puščamo stopinje, ne? Zdaj, jaz tukaj sem dala živalske, ampak tudi, ko hodite po travi, točno se vidi, tisto, ko malo ve, točno ve, s katere strani ste prišli, ali ste tekali, ali ste hodili, ali je to že stara sled, ali bo nova sled. In zato je treba pa mogoče že nekaj vedeti, ne? Morajo že malo vedeti, kdo je zdaj tle bil. In mogoče se to zdi, kaj se to vrezuje, zakaj to vedel, ne? Ampak, ko se odpraviš v gost, ko se skavti odpravimo v gost, ni čisto vsem, ki je postaviš v bivak. In tudi prav je, da pomisliš, to, kar sem prej rekla, ne? Da si prišel v dnevno sobo nekoga drugega in da mogoče je tam glavna stečina, grejo glavni prehodi z živalimi, kar pomeni, da bo zmotil živali, zdaj, če je to medved, imaš celo težavo. Meni se je že zgodilo, da sem srečala medveda, ko sem se zjutraj zbudila, ne. Na srečo je bil dovolj daleč, res je bil blizu, da si malo zaplosko izbežal. Ampak ja, če pogledamo zdaj levo je medved, to sem vam zelo mislim, da že kar malo povedala. Na sredini bi ugotovili, katera stopinja je. Malo se slabš vidi pa v vodi. Sicer je to samo ena nožica, tako.
manjši jazbec in desno je en ptič, ne vem kateri, ker od ptičev pa so vse to podobne, da naj bi videla. En malo večji izgleda, ne. Na sredini je pa jazbec, ja. Ampak zdaj recimo takšno stopinjo moraš že kar dosti stvari poznati, da veš. Leva je zelo karizmatična, 5 prstov, zelo podobno naši dlani in tako naprej, ne. In zato je pač potrebno neki znanje. Ampak če nisi v naravi, če te to ne zanima, tudi tega znanja v resnici ni potrebno, ne. In kar je meni res tako zakon, ne, eminent z otroki v gost recimo, ali pa tako in to iskati. Ali pa ne sem z otroki, tudi ne vem, s Katarino smo šle milijonkrat recimo v gost, pa iskale, pa bomo še držali kakšno kamero, da je nastaviš. In potem so sledi, ki so še bolj, za katerem je treba imeti oči še bolj napecli. Na levi strani, sploh veste, kaj je, pač ljubile, ja, ampak kaj je to? To je tako, kamor se hodijo čopati, ne? Tako. Pa gre sam mimo, ne? En čohalnik divje svinje, slikala sem ga od blizu, zakaj? Zato, ker če vidite na sredini so dlake. Dlake divjega prašiča, to je treba že malo bolj opazovati. Vidi se ponovati blatno deblo, to lahko opazimo, divji prašiči so povsod po Sloveniji, tako da se da opaziti marsikje. Na sredini je ena srna malo gulila eno mlado drevo in pa desno so iztrebki domsa, ki jih pa ponovati tudi ne zgrešimo, če gremo kamor. To so stvari, ki smo jih najdeli, se pravi, spod je iztrebek medveda, žal sem pozabila dati zraven nekaj, da bi se videli. Iztrebek medveda, rakovno špecialno, potem sta pa zgori dve zadevi, ki eno sem jo najdela z eno kolegico, ko sem šla, drugo smo pa najdeli z otroki. Lahko si predstavljate, kakšen vrišč je bil. Neki smo najdeli tukaj v kostnjaki in tako naprej. Ampak, če tega ne bi najdeli, pol stvari ne bi povedali. Ker smo to najdeli, smo se začeli spraševati, kaj je to, odkje je to, zakaj so takšni zobi, zakaj ni to, zakaj so drugačni zobi, kot so bili tu in tako naprej. V bistvu gre za, na desni strani gre za eno domačo žival, pa nisem sigurna k tega, tako da reč ne bom nič rekla. Na levi strani gre pa za rastlinojedo, najverjetneje srno, v reki Rado je bilo to najdeno, ki je pač jo prplave nižje. Podobno zobovje kot srno ima tudi recimo domača koza in tako naprej. Vidi se, da je rastlinojeda, po teh takih zobeh, ki so taki malo sploščeni, pa precej močni. Tudi človek, ko je bil samo rastlinojed, je imel ogromne zobe in tudi veliko večji, kot so današnji recimo kočniki. In imel tudi večjo lobanje. In narava je v bistvu lahko zelo navdihne, polno enih vzorčkov najdemo v njej, enih stvari, ki so tudi minljive, ampak do tega še pridemo. Polno je enih stvari, ki jih lahko pazimo, simetrije, zlatega reza in vsega, kar je danes pač povsod. Je velika učiteljica, ki je par metod gozdne pedagogike predvsem, pa tudi kakšne skavtske veščine. Je prostor, je učilnica sama po sebi. Ne rabiš kaj veliko stvari prinesti v naravo, zato da se lahko kaj novo naučiš. Mogoče zgori primer, ne, otroci so ustvarjali živali. Naloga je bila pa, da iz vsaj 5 različnih rastlin naredijo žival in na koncu smo tudi poimenovali vsako to rastlino. Naloga je bila, da sami pobrskajo in pogledajo, katera je, so se tudi pol kaj novega naučili, ampak so tudi v bistvu ustvarjali tisto žival, ki so jo hoteli, ne. Dali so se ime skupine, povedati so mogli, zakaj so se zbrali ravno to žival in tako naprej. Tako da je tako taka multi. Na desni strani je zdaj tečaja preživetja v naravi, ogenj starših družine, malo drugačen ogenj, kjer vsi najprej eno drvo nabirajo, potem pa se naslednjih par ur ne rabijo preveč obadati s tem, če gori ali ne gori, ker gori. Spod je okurjenje z lečo, še par slik. Ja, včasih je dobro, tudi prej sem omenila sledi, če hočemo prepoznati, je treba pač včasih stopinje tudi pokazati, če poznamo tiste idealne, bomo mogoče opazili tudi tiste mlajše, predvsem pa
je treba predvsem otroke, pa jaz mislim, da tudi starejše, ne, učiti, kako opazovati sploh te stvari. Vidiš, ni težko videti samo sonca, pa da se krošnja ziba, pa če je glih pred tabo ena srna stekla, malo težje je pa, mislim, včasih je treba pa obrniti kakšen listek, da vidiš kakšno manjšo žuželko in take stvari. To so stvari, ki se nam zdijo predvsem nepomembne, ampak čebele recimo najbolj poznamo, ne. Brez čebel verjetno tudi nas ne bi bilo, ne. In zato se mi zdi res pomembno, da se zavedamo, da vsaka tista drobcena stvar ima eno mesto, čeprav je nam nevidna, ima mesto in če se nekaj poruši, celotna narava zelo stremi k ravnovesju. Če se nekaj poruši, se takoj nekje, se pravi, pojavi motnja, nekje drugje tudi pol uniči ravnovesje oziroma vse teži k temu, da se to ravnovesje nazaj vzpostavi. Ljudje pa zelo velikrat pač to posebno, ne. In zdaj, kot sem prej rekla, je narava polna enih vzročkov, zato opla. To je list, ne. Če zdaj pomislimo na človeško telo, vam bom malo na kaj bi vas to spomnila? Imate kakšno idejo? Ožilje, ja, to je ena opcija, ampak tle je ožilje pravo gore. Prosim? Hrbtenica, to bi lahko bila, ja? Kakšni živci? Vam bom kar pokazala. Lasi. Pa naslednje, to so zdaj dve različni. Zgoraj je v bistvu koža, spodaj je pa vek. Na kaj bi vas pa to zdaj spravil, zdaj pa v kontrasmer spomnila. Pa razmišljite širše, mi smo zdaj govorili samo o planetu Zemlja. Tako bo dala namik. Vsaj prezgornji slike, razmišljite širše. Če malo v vesolje pogledate, recimo. Ja, to je še kak drug planet, verjetno, ne? Okej, ja. Si ga malo predstavljati, zakaj bi to bilo. Je še spodaj kakšna ideja? Mislim, da ne. Po mojem, to je pač kak vzorc, recimo kak vzorc marmorja, ali drug kamen. Okej, pogledamo. Hopa. Evo, rožica in tako. Tlej spet gledamo človeško telo. Listke gledamo, torej, čemu bi bili podobni. Pol nam bo jasno boš pokazal, da ne si kaj misliš. Pustite. Tudi človeško telo, pa v bistvu se tudi pri človeškem telesu izrastki imenujejo lahko trni. Ne vem, če je nekak pač ful povečan las, recimo. Tole bomo pa vedeli, ne? Debel, ne? Prst, debel, letnice. Možgani, tako. Hotela sem samo pokazati to, koliko stvari je podobnih. Koliko podobnosti lahko naravi najdemo, če jo recimo na en tak način opazujemo, koliko enih asociacij, ne? Zato, da lahko razmišljamo, ali pa zato, da smo v bistvu, je zelo pomembno asociativno mišljenje, ki ga pač otrok začne razvijati tam nekje od, recimo, verjetno danes že od 3.–4. leta naprej, ne? Vsaj delno. In vse te asociacije nam pomagajo včasih pač predvsem pri tej naši ustvarjalnosti, kreativnosti, se pravi, ta ena polovica možganov se zaradi tega veliko bolj krepi. Na drugi strani pa veliko takih podobnosti najdemo še, če vam pokažem tole, se pravi naša zenica, če jo pogledamo v mikroskop in tako naprej, pa nas spomne na eno tako, se pravi, galaksijo lahko. In tudi, recimo, pljuča, bi nas lahko spomnila na eno drevo. Drevo je, če pogledamo tisto, ki prevzema zrak, mislim, drevo krošnja. Listje prevzema zrak, naše pljuča s temi pljučnimi mišički tudi. V spodaj se pa že prej list primerjajo z venami.
tudi eno, če pogledamo iz zemlje, porečje reke ima podoben vzorec. Narava je polna podobnih vzorcev, ampak ker so drugače barvno zakamuflirani, ker nikoli na tak način ne razmišljamo, ker pač tudi, ko se učimo o človeškem telesu, se pač učimo živčevje, ožilje, tako in tako naprej, se tega mogoče ne zavedamo. Ampak noro, ne? To je pač Bog ustvaril, mislim, wow, to je pač ta čudež stvarstva, ki je opisan tudi v Svetem pismu zelo dobro na večjih mestih. In ja, narava ima tudi po noči zelo živahno življenje. Tukaj vidimo bobra, lisico, kune, zgori, hribe po noči. Skratka, tudi noč je tista, ki ima svojo moč, radi rečemo, ampak če sem prej rekla v slabem in v lepem vremenu, je fajn iti ven, tudi po noči. Tudi po noč lahko vidimo zelo veliko stvari, nisem dolgočasno, ne. Ko ni lune, je zelo temno, ampak takrat je mogoče priložnost, da poslušamo. Ne. Naša čutila zelo pogosto prej sem rekla, ampak a slišimo še pet. A ko greste, recimo najbrž, če ste nekje, recimo v službi tudi, vam zvoni telefon, se vlasta na telefon in pozabite na vso okolico okrog. Ste v trgovskem centru, pazite samo tisto, na kar se fokusirate verjetno. Milijon stvari, ki jih mogoče nekdo drug zraven vas opazi, ki je na druge stvari pozoren, vi ste zgrešili. Ko delajo razne teste, kar se možganov tiče, naprimer, če si ti na nekaj fokusiran, se lahko še 5 stvari zraven zgodi točno pred tabo in jih pač ne boš videl. In tako je v bistvu, kar se tiče same narave, ne? Se pravi, milijon stvari se skozi dogaja, ampak pozorni bomo na tisto, kar pač bomo videli. Medve s Katarino, če gremo, jaz bom videla vedno srno, bom videla pa žabo, ne pa polža. Zato, ker jaz gledam čez druge stvari, kot jih gleda ona. Ampak zato je tako fajn pač biti v naravi, se zavestno odločati za neke stvari, zato ker tako tudi v vsakdanjem življenju vidiš veliko druge stvari. In zato je tako fajn, da smo si različni in da gremo lahko nekam skupaj, ker lahko vidimo celotno sliko. In najbolj nevidne stvari v naravi so sporazumevanje. Vse to, kar smo zdaj povedali. Glive, živali, vse te stvari se med sabo zelo, zelo sporazumevajo. In te knjige, ki sem jih prej omenila, so tako, rečeš, wow, a to je res. Pa sem zelo veliko stvari vedela, ampak ko to prebereš, je nekaj drugače. Tudi rastline, dobro, to sem izvedela na faksu, da boste mislili, da nisem na faksu poslušala. Tudi rastline imajo hormone, recimo, tako kot jih imajo živali. Pa verjamem, da marsikdo se tega sploh ne zaveda. In mogoče sporazumevanje, ne? Tam poteka, tudi pri nas poteka sporazumevanje z molekulami, živčevje in tako naprej. Mi pač se pogovarjamo, slišimo in tako naprej. Vsaka molekula spodbudi. Recimo, če lubadar napade smreko, lubadar običajno napade šibko smreko, ne? Za nas je lubadar škodljiv. Mi gledamo na to, kot da je škodljiv. Načeloma nobena žival v naravi ni škodljiva, ima neko korist, oziroma daje neko korist, oziroma je potrebna za ravnovesje, ampak seveda skozi človeške oči je marsikaj škodljivo, ker smo malo ugrabili to naravo, želimo se biti malo tisti, ki imamo nadzor nad tem. No, ampak recimo lubadar napade smreko. Smreka v tistem zgradi nek svoj obrambni odziv, odvisno koliko je šibka, koliko je močna, ali se bo obranila, ali se ne bo. Na drugi strani pa dokazano začne prožiti neke vonjave, ki so v bistvu sporočila, mi jih ne zavohamo, ne? Ampak v bistvu širi prevedeno smislu vonjave, da to zaznajo tudi druge smreke, ki lahko začnejo graditi svoj obrambni mehanizem. Ampak še bolj zanimivo, ali pa bolj prebrisano je pa to, ne, da te vonjave, če jih je veliko, zazna tudi škodljivec, torej v tem primeru ljubnik, ne vem kako rečete. In v enem trenutku ta strategija ne deluje več, zato morajo razviti drugo strategijo. In tudi rastline, čeprav delujejo relativno brezvezne za marsikoga, ne, drevesa, to še, ne, kakve tiste rožice pa to pa, ne, za čaj bojo že dobre. Tudi rastline, ki se malo poglobiš v njih, res si presenečen, se zelo, zelo, zelo veliko pogovarjajo. Navedla sem še par stvari, spremembe so ena taka stvar,
stvar, ne? Se pravi, celoten svet teži k ravnovesju, spremembe so pa v bistvu stalnica narave, ne? Zdaj pa razumemo, če lahko. In ravno zaradi teh sprememb je res pomembno, da se zavedamo tega, da tako, kot pri nas šiba tisočenih signalov, tudi v naravnem in mislim tudi med rastlinami, med živalmi, v glivah se pretakajo enih signalov. In tudi med njimi so odnosi, zelo pomembni odnosi. Prej na začetku sem eni misli povedala prehranjevalni splet. V bistvu cel svet je en prehranjevalni splet, če tako karikiram. Čutila sem napisala zelo, zato ker tukaj sem mislila pa naša čutila, to, kar skozi govorim. Če bomo šli v naravo tako, da bomo prepoznali, von nas ful velikrat asociira, von je ful dobra stvar in rastline, von, tle govorimo v bistvu o nekih spet hormonih, žuželke se prepoznajo po feromonih, tudi ljudje konec koncev. Skratka, von je ena taka stvar, ki tudi ne samo pri ljudeh, ampak povsod povzroča neke kemijske reakcije, ki pač peljejo do nekih pravih ustreznih odzivov. In evo, tukaj smo zdaj prišli do pravih primerov. Ko so se spraševali, kaj je največji organizem na svetu, so najprej rekli, da je to sekoja. Potem so rekli, da je to topel. Pa ne, zdaj sekoja je spodaj, vidite, človek je zraven naresana piksta, ne? Sekoja so spodaj. Potem so rekli, da je to topel, ki ga vidimo zgoraj. Ne, kar je eden, ampak zato, ker tudi ta organizem je rastlina severnoameriški topel, živi v državi Utah, vendar pa ta organizem ni eno ogromno drevo, ob pogledu na se nas zdi, da gledamo velik topolov gost na področju hriba. V resnici pa so vsa drevesa pod zemljo povezana med seboj, imajo skupen koreninski sistem. Se pravi, da izraščajo iz istega koreninskega sistema. In tako cel gost sestavlja en sam ogromno organizem z velikim koreninskim sistemom in približno 47,000 dermi. Topol prerašča 43 hektarjev pobočja. Zapomnite se ta podatek, ker potem so leta 1998 ugotovili, da je najverjetneje največji organizem gliva, ki zelo izgleda takole, kot jo vidite spodaj na sredini. To je ta črno mekinasta mrazica. Mislim, ne izgleda glih tam takole, to je pa zdaj sam za oris slika, to ni moja slika. Izgleda takole. In glive, vse glive, tudi jurček, če bi pogledali katera gliva, ima hife, ki so lahko vidne ali nevidne. In pod mikroskopom izgledajo tako kot eni laski. Zdaj, če bi to primerjali človeškim, bi lahko rekli, kaj ne žile. In da je največji organizem to, opazite, ki se razprostira na 890 hektarjih. Se pravi, ta preplet nitk pod zemljo zahteva 890 hektarjev. In ocenjuje se, da je ta organizem star okoli 2400 let. Zdaj, naj me držati za besedo, mogoče, če boste čez... Vse veste, to so te, kdo je največji, kdo je najmočnejši, kdo je ne? O tem se ljudje tudi kregajo, tako, ker se to zgodi v kakšnem tako čist življenjski situaciji. Ampak trenutno pač mislim, da še vedno velja to. No? Sem šla tudi preverjati, pa mislim, da velja za še vedno največji organizem gliva. In če to niso te nevidne niti, ne? Mene, če bi kdaj vprašal, preden sem to vedela, ne vem, če bi rekla, da je gliva največji organizem, pa čeprav vem, da precej razrašča, konec koncev zaradi glive se lahko tudi, ne vem, kakšna hiša se suje, najbrž ste kdaj že opazili, vsa trohnova, vse to so pač glive, ki so. In zdaj imam za vas eno drugo vprašanje, tukaj sta smreka in bikov. Rekli smo, da imajo zdaj tudi rastline, se pravi, neke svoje strategije in imamo smreko in imamo bikov. Ok, različne ste se ena na liste, druga na iglavca, ampak če pogledamo krošnjo in drevo, kaj bi rekli, da je glavna razlika? Mislim, vse kar naštevili. Ja, vse, ja. Glavna razlika je to, da tudi smreka ima eno delo, ki gre od spore do vrha, na tem luku je razraščena in nima enega. Vrha? Ja, samo vrha, recimo. Super, ja, to je ena, v pravo smer. Če pogledamo veje, pri smreku oziroma pri večini iglavcev so obroči, pač ja. Pa tudi na tej sliki se vidi čela, zelo zanimiva stvar, to izraščajo. Ja, pri smreki so navzdolj, pa
pri bukvi sto navzgor. Pa se bom kar tle ustavila, ker vem, da je še veliko razlik. Zakaj? Smreka ima relativno plitev koreninski sistem, pa zaradi tega bolj razvejen. Bukev ima zelo globok koreninski sistem, pa je tudi lahko razvejen. Smreka uspeva predvsem na takih bolj vlažnih območjih, na malo višjih nadmorskih višinah. Skratka, potrebuje neki vlage, ni pa zahtevno drevo. Bukev zaradi globokih korenin lahko v bistvu z veliko manj vode raste. Zdaj pa tukaj še ni konec. Ko pada dež, smreka svojimi vejami v bistvu zmoči celotno področje tam, kjer smo rekli, ima razširjene korenine. Ne? Bukev, ker je lijakasta, če boste šli kdaj v gost, ko ful dežuje, boste videli, da po bukvi tako slab teče voda dol. In v bistvu s tem si bukev naredi svoj lijak, da ji točno v deblu voda pronica v zemljo in tako pride do korenin, ker je te vode veliko, pride voda veliko globje. To je ena taka zanimivost. Ampak tukaj še ni konec. Ne? Slovenija se je zelo veliko pogozdovala in pogozdovala se je predvsem s smreko. Če bi bilo to je zdaj ena statistika, če bi kjero drugo pogledali, bi bilo mogoče drugače. Skratka, če bi bukov čisto naravno v Sloveniji uspevala, bi približno 60% gozdov bilo bukovih. Trenutno ima bukov v sestoju gozdnem okrog 30, mička manj procentov, smreka pa tudi okrog 30-32, pol so pa še ostale drevesne vrste. Smreka se pač zelo pogosto je tudi včasih sadila. Danes se sadijo veliko bolj mešana drevesa, včasih se je so pogozdovanje dali smreko. Kaj se zgodi v smrekovem gozdu, ko je zelo močen veter? Ravno zaradi tega, kar je prej rekel Primož, kar ima samo en vrh, je zelo hiter prevrne. Če pride do kakšnega požara, igelce, smola, vse te stvari, vse zgori. Sekvoja, ki smo jo prej omenili, ima negorljiv les, negorljivo ljubje, hvala, negorljivo ljubje. Tako je, tudi pri nas v Sloveniji recimo rastejo te mamutovci, če tisto ljubje recimo trgaš, tako je, kaj ene nitke so v bistvu, no? In to je njihova strategija proti suši, ne? Ker so na zelo sušnih območjih, kjer so pogosto bili požari in se v bistvu drevo tako zavaruje, da lahko pač preživi tudi požar. Pri nas pač tega ni, ker niso razvile te strategije. In smreka bo rasla zelo hiter, relativno hiter napram bukvi. Zrasla bo zelo hiter, zelo bo visoka, hiter bo lahko prevladala. Ne? Zdaj pa rečemo, da smo v mešanem gozdu. Smreka zraste, bukvice so spodaj nizke, včasih vidite ful veliko bukov. Bukvice so spodaj nizke, pride vetrolom, podre smreke. Bukve tudi tune tam mogočne ne bo podrli, ker ima globoke korenine, pa še razvejo na pročno, se pravi, se ne more podreti. In bukev je prebrisana spodaj čakala, lahko tudi par 5, 10, 15 let, lahko tudi več. In takrat, ko pride do tega, bukev zraste. Še bolj zanimiva stvar, če boste zdaj je idealen čas, je pravi čas, malo to. Če boste zdaj šli v gost, opazujte, bukev bo najkasneje zbrstela, ker ima v bistvu najbolj učinkovito strategijo, zdaj smo rekama skosidelce, ne moramo to smreko primerjati, ampak ima ena najbolj učinkovitih strategij, da počaka dovolj časa, da se res toliko segreje, da je skoraj nemogoče, da bi pozebla. Ne? Ampak tukaj se bom jaz zdaj ustavila, še ful bi lahko povedala. Se pravi, skrivno življenje dreves. Jaz, ko sem prebrala tako knjigo, sem lahko, pa ta bukev je nora. Skratka, res neverjetno drevo. Evo, sem kar že zašla naprej. Ja, tako. In narava je za marsikoga tudi pravličen kraj. Zdaj to je vzeto ven iz teh knjig, vsake knjige, ki bomo vzeto, bi sem da drugo dala. Opis takih dober, skrivno življenje živali. Tam noter govori o tem, da si lahko skrbnem kot veverica, zvest kot krokar, sočuten kot gozdna miš, žalosten kot košuta. So živali res možne takšnih čustev. Ni takšno raznoliko čustveno življenje značilno izključno za človeka. Pa se bom tle vstavila, ampak vse to ima zgodbe zadnje. Zelo zanimive, no? Jaz zdaj ne bom trdila, da živali imajo ne vem kakšna čustva,
Ampak, ko to prebereš, ti je jasno, zakaj se reče zvest kot krokar ali pa skrben kot dve verice in tako naprej. In mogoče še bolj zanimivo, se kdaj pomislili, da bi naši bili dežurniki lahko ravnavali število divjih svin. Najbrž ne. S tem slasnim zarobajali ščetinari namreč zauživajo tudi nevarne ličinke pljučnega črva, ki ogrozijo njihovo zdravje, mladiče pa lahko celo stanejo življenja. Tako, sam za oris, ne. Zelo velikrat si predstavljamo, ok, je tam, ne vem, ali pa rečemo, ja, letos je veliki miši, pa je bilo prejšnjo leto veliko žira, ne. Res je, ampak s tem, kaj je bilo veliko žira, s tem, kaj je zdaj veliki miši, je se nekje drugje porušilo tudi ravnovesje, naprimer, ne vem, ali pa lani je potem za miši poskrbela voda, predlani miši poskrbela voda, ne, kaj pač to padajo, so se miši utopile v tem smislu. Skratka, vedno, ko se nekje nekaj namnoži, se drugje ali kronično zmanjša, ali pa tudi nekaj namnoži, narava vedno poskrbi, da spravi v ravnotežje. In na podlagi vsega tega bi rekla, ne pustimo, da nam mestni vrvež posrka naravo. Mi smo odgovorni za to, da smo mi odgovorni do naravi in da tudi naše mlajše generacije vzgajamo za to, da je narava nekaj vrednega in da čist vsega ni treba pozivati, ne. Ampak, kaj naprej. Se pravi, kot sem rekla, včasih se je treba spraviti ven in evo, zdaj včasih bo to. Narava se mi zdi, da tudi tako odklene, ne. Da ene okove iz tebe, predvsem takrat, ko res to povežeš še z prijateljstvom, izboljša tvoje razpoloženje, počutje. Marsikdaj rečemo, pa 5 na en sprehod, 5 na svež zrak, boš boljšo imel koncentracijo in tako naprej. In to je sigurno res, ne. Tudi Valdemar Havel je rekel, da na svežem zraku piješ čudesa, neba in zemlje in morje. In takrat najdeš sebe kot nepogrešljivi del velikega načrta narave. Moje skavtsko ime nepogrešljiva sviščevka, ki sem ga dobila, so mi rekli, da lahko zberem med nepogrešljiva pa iznajdljiva, ne. Pa mi je bilo nepogrešljiva ful všeč, ampak pa tako, jaz sem vedela, kaj pomeni, ne. Pa ker sem prvič srečala pač nekoga, ki me vprašal tak imen, jaz sem rekla nepogrešljiva, pa rekel, a ja, to je tista, ko te nikoli ne pogrešajo. In smo se res nasmejali, ampak ja, s časoma pa ugotoviš, kaj, da je to beseda, ki je kar posebna in pomembna. In skavtske molitve so tiste, ki nas, ali pa ki vedno, ko jih molimo, nas učijo, kako je ta narava razredna. Jaz sem dala sem par, se pravi, da bo moja velikodušnost kot sodeljec, ki vedno daje in se mi dar ne izčrpa, da bo križ v poti, kako srečen s prijateljem. Gospod naj te srečam v jutru in večeru, sredi trat in studencev, gozdov in pleni. In to molijo že naši najmlajši skavti. Gospod, jaz sem tvoj bober, daj, da bom vedno dober do prijateljev, kako že družine, do narave, do domovine. In narava je nekaj, kar nam kaže novo rojstvo in kar nas spomne tudi na minljivost. Mogoče se vam zdi srednja slika kar malo gnusna, ampak tako je. Tudi to je narava. Narava nas uči, da je vse ima svoj začetek in ima tudi svoj konec, ampak iz vsega raste novo življenje. Desna slika, mislim, da zelo nazorno prikaže. Raste novo življenje in narava je lahko včasih tudi divja, mi rečemo, da je neusmiljena, katastrofe se dogajajo, naravne nesreče. Mogoče je do nas neusmiljena, ampak tudi zato, ker ne upoštevamo vseh zakonitosti. Ne? Zgradimo zraven reke hišo, da si rečemo, sej, bomo zgradili še en les, ne, da ne bo poplavil. Ne vem, če je to zmer dobro. In je prostor miru, spokojnosti in tišine. Najboljše je iti meni v naravo, takrat nimam slabe vesti, če se ne oglasim na telefon, ker v mestu imam. In ne bom rada, ki Sirahove knjige Božje veličastvo v naravi, čudovita hvalnica naravi. In mogoče sem na koncu.
Vse to živi in ostane na veke in v vseh okoliščinah mu je vse podporno. Vse je različno, eno od drugega in ničesar ni naredil, kar bi odreklo. Eno dopolnjuje drugo v dobrem. Kdo se mora dosika gledati njegove lepote? Veliko dreves sem že videla požagali, pa sem požagali tole drevo pri vrtu na našem vikendu. Kaj to je krasno? Sem se ekstra začudila, to je mlada lipa. In ja, nisem mogla verjeti, da so takšne letnice. Nisem jih nikjer drugje videla, ne prej, ne potem. Danes je to drevo bolj sivo, mislim, to deblo bolj sivo, ampak takrat me res impresionira. In tako, počasi je večer. Hvala, da ste šli čez ta sprehod z mano. In na koncu se mi zdi, da ko se vrneš ali pa ko prideš, skavti ob ognju, zvečer, ko se predtem prižgemo ogenj, se pravi, ko čakamo, da doseže plamen višino, smo v tišini, zato da bi pomislili na dan, kaj se nam je zgodilo. In ravno Primož je enkrat, ko smo imeli skupaj en vodniški tale izhod, zvečer z vodniki smo rekli hop, hvala, oprosti in prosim, hvala za, oprosti za, prosim za. In ena fajn vaja za vzbujanje hvaležnosti, da smo lahko del tega. Tudi mi smo del narave, smo videli prej, zelo dobro. Tako da, Stvarstvo je knjiga narave, ki se nikoli ne izčrpa, odprtih oči, odprtega srca, napetih ušes, pejte v naravo. Poiščite zgodbe, ki vse skriva, da vides neviden, a pravzaprav le skrivnostni svet. In Baden-Powell pravi, da po potovanju k sreči ob zvokih oči in družbi gozdnih biti se počutiš, kot da si se spoprijateljil s celim svetom. Čutiš, da si del bratovščine narave. Hvala. Hvala, Teša. Tole je krasno. Jaz ne vem, če ima kdo že kako vprašanje, jaz ga definitivno imam, pa mogoče s tem zdaj odpremo ta drugi del. Kdaj smo mi združili skupaj? Zdaj? V ponedeljek. Ne, v torek. Torek. No, in je bila cela debata, pa tako, me bo zelo zanimalo, kaj mislite tudi, kako doživljate, recimo, tudi drugi. Šlo je za vprašanje, a je narava, recimo, ne? Predstavlja se mi zdi en tak dost pozitiven vidik narave, čeprav si vmes tudi opozorijo, da je lahko pač tudi strašno in nevarno, ampak hkrati pač, pajte ven, splača se. Debata, ki je šla, s katero smo se ukvarjali, pa nismo prišli čisto do konca, nismo prišli do konsenza. Mi smo ogromno narave v resnici pač tudi smo je veliko ukrotili oziroma smo je prilagodili, prej si ti omenila recimo smreke in lubadare, v tem smislu pač, koliko smo že, bi rekel, tudi ta vidik gospodarski na nek način je samo imel, pač, mi imamo smreke pač zato, da z njih pač, ne vem, dobimo hlode in v tem smislu pač nekaj je pozitivno in drugo so pač škodljivci. Koliko je pa v resnici narava pravzaprav, ko je neukročena, človeka v resnici nevarna? A to je zdaj vprašanje. Čeprav jaz mislim, da ni nevarna. Nevarna je zato, ker smo mi pomehkuženi. Okay. Jaz osebno mislim tako, danes sem prebrala mislim, da ne vem, če v teh skrivnih mrežah narave, ki sem preletela, da zato, ker je nekdo opazil volčjo stopinjo v gozdu, je gozd dobil drug prizvok in drug von, ker je iz njega pogledala divja duša. In ta divja duša mi je bila taka zelo dobra. Zdi se mi, da ravno
ravno to. Če nisi pozoren, ga itak vse mimo tebe. Ko postaneš pozoren, pa se v tebi začne prebujati, lahko strah, neka radovednost, neko predvidevanje, neke take stvari. In zdi se mi, da ja, narava je v resnici sama po sebi vredno je kruta, ampak kruta čez človeške oči, ne. Sej tudi v resnici je kruto, da ne vem, ena žival, en plenilec ujame svoj plen, ne. Ampak vsak je enkrat plen, vsak je enkrat plenilec, ne, to je pač preživetje, tako da dobro vprašanje, ampak jaz mislim, da ni tako zelo, kako bi rekla, da ni tako zelo kruta, je pa to, kar sem prej rekla. Ni smislu kruta, nevarno. V tem smislu, ja, mogoče predno razložim, zakaj. Ne vem, kak je vaš vtis, ne vem, kaj mislite? Je narava nekaj, kar je nevarnega? Seveda je nevarno, sploh v gozdu, ne bi govoril, pa ne bi lubado in govoril. Imam pregor, pa delati in pa smereto podirati, pa mislim, obup. Ne govoril po tega, sem slišal za lubado, jaz sem že čist trda. Ja bo tudi opet povedati, da že srce. Sem vprašal, kaj smo neodporni, ampak trafno pa tudi nespoštljivi, a ne? Recimo, da ste videli nobenega, da bi na planinskem polju zidal vsi hiše, da bo poplavil vsak let, a ne? Vidiš po viču, ker vse pozidano, pa se pač poplavlja, pa si ne viš, ne jesa, ne pa pojde čez. Ja, po časom je prav travnike pa zemljo, ne? Če spomnim, sem bila otrok, ko sem v kmečkem glasu obrasla, čist zružena. Kje so tam uliti, na najlepšem polju so gradili bloke. Sploh nisem prepisali. Naši predniki so gradili to vse tako malo hriboj, pa tako njive, pa travnike so pa varovali. Dole se pa najlepše naredi. Te bojo tle pa pridejo gradili, ne, na veliko blokov. Edin hribček, ki ga imajo otroci igrati, se bo zagradil. Vse uničujemo. Ja, torej, če zdaj govorimo o tem, ne, o naravi in kakšna je narava, oziroma kako se tudi mi sprehajamo v naravi, po naravi in kakšen odnos imamo do nje, v splošnem bi človek lahko rekel, saj jaz tako to doživljam, narava mi ni nevarna. Vprašanje pa je, kaj jaz tudi razmišljam, kako sem hvaležna do te narave, kako doživljam stvari, ki se dogajajo v naravi, kako doživim srno, ki zjutraj v 5 ni mene skoči in tako naprej. Včasih gotavi, pa da ni nič strah v gozdu. Ja, ne vem, zakaj bi mi bilo strah. Jaz, lahko se mi kaj zgodi, lahko kdo, ne vem, tako da bi pa jo vzela kot, recimo, kaj s tem, nevarno, ne, recimo, mi smo da domačijo čisto v Kolpi dol, ne, letos je celo poplavljala Kolpa, pa tako naprej. Ja, to je narava. Če je bilo toliko dežja, če je, kaj s tem, čisto naravno, da je prestopila vrtova, če bi lahko reči vsega, ne. In kako se mi obnašamo s temi dogodki, ki se zgodijo v naravi, na katere mi nimamo vpliva. Nimamo vpliva na poplavo, na lubadorja, ne, kako mi zdaj to? Jaz mislim, da do vsake stvari, v resnici se mi zdi, da do vsake stvari, tudi težke, pa neprijetne, ki se zgodi v naravi, ne, ko znamo na nek tak način sprejeti, je veliko lažje, kot da začnemo samo, res skaznovo, pa zakaj? Kaj smo ti pa naredili, kje pa sem napako naredil, da se je to meni zgodilo. Največkrat je to vprašanje, kje pa sem, ne? Ja, dobro. Mi smo leto zavrali na nivo, smo najprej čisto na napačnem koncu. 5 let smo že na enem koncu, zdaj smo rekli, gremo na drug konc, čisto obkoljko, ne, javno graso, danes smo gotovila, da je treba skopati 2 metrski jak, da bomo izsuševali po nivo, ne. Jaz zdaj si kriva pač temu kriva, da ne posvam. 6 ur popala kanal.
Mislim, hočem povedati, kako to sozvočje je pomembno, ne? Zato jaz se strinjam, kaj bomo tukaj v Ljubljani, ne, s tem, da to človeka, nekaj, da spravlja v nek, ja, časi bi šel preko, ne? S tem, kateri to obnašajo. Provociram. A se nam mogoče v Sloveniji narava ne zdi več toliko nevarna, ker smo jo že toliko hotili? V smislu, kaj ne rečem, da smo jo toliko ukrotili, da smo jo toliko udomačili, da smo jo toliko prilagodili. Ja, recimo, če si predstavljamo, koliko desetletja, ali pa morda celo tudi stoletja, je bilo potrebno, recimo, da smo z nekim z načrtnim križanjem, recimo, vzgojili iz neke divjih trav, pač recimo eno pšenico, ki danes pač toliko in toliko ima klasija, iz take vrste sestavov, da pač recimo, ne vem, se splača to potem zrnje, mlet in za kruh. Koliko je bilo, recimo, ne vem, koliko truda, koliko stoletij spet, da je recimo iz ene dosti strupene rastline, recimo, pač, da smo prišli do nekega kultiviranega paradižnika ali pa krompire, recimo. A zdaj samo zato, ker smo si pač, nimamo več občutka, da je narava človeku nevarna, pač zato, ker smo jo toliko ukrotili, ker smo pač volka zrinili ven, ker smo medveda zrinili ven, smo se naredili kulturno krajino. 7 let suhih krav, pa bomo hitro spet. Ja, pač ne vem, provociram. Jaz recimo mislim, da je nismo toliko udomačili, ampak da je v bistvu recimo volka zrinili stran, ne? To je zelo relativno pojem, ker naprimer je, ne vem, naprimer v Ameriki, ki so delali raziskave, ne? Če so naprimer en trop volkov, naprimer, da so ga zradirali, ne? Je to pomeni, da so se eni drugi volkovi tja razširili in so oni postali bolj agresivni. Se pravi, s tem niso, zmanjšali so, ne vem, 5 osebkov, ampak v resnici niso rešili tega problema, da na tistem področju več ne je bilo volka, pač en drug se je recimo tja razširil. Mislim, da se tudi v Sloveniji, zdaj ne vem, če lahko v Sloveniji govorimo, ker je teh še vedno relativno malo, mogoče najpogosteje prihaja do srečanj z medvedom, pa spet imam svoje mnenje o tem, zakaj do teh srečanj pogosto pride. Ampak, naprimer, se mi zdi, da nismo toliko udomačili, recimo, ne vem, po površini, ne, v krajine, da še vedno pač imamo bolj ali manj divje kotičke, tako, no, je pa res, da smo s komercializacijo tega, da je pač fajn to naravo, recimo, ne vem, Kočevski Rok je meni tak primer, ker se mi zdi, da, ne vem, še mogoče 5 let ali pa 7 let nazaj se tam srečil 2 kolesarja, mogoče, ali pa, ne vem, 1 avto pa 2 kolesarja. Zdaj, ko greš tam, sploh če je vikend, pa da je lepo vreme, so 3-4 avti skozi tam pač najmanj, pa to sem zdaj še premalo rekla, poleti številno, zato ker je pač to postal nek turizem, tako kot je včasih, ne vem, bil sam lovski turizem, je zdaj postal nek kolesarski turizem, z električnimi kolesi gremo, sploh ne razmišljamo, zanč so gliheni brez vode, ostali in tako naprej, recimo. Tako da se mi zdi, da niso toliko domačili, ampak spopularizirali smo naravo na ta način, da recimo danes kar vsak gre v hribe, ne? Ne vem, vsak gre po zimu v hribe, pa kako rečemo kar po zimu v hribe, če nisi bil nikoli, mislim tako. Danes je kar vse tako malo, sej nekako bomo že pršli, ne? Nima veze. Vse, če gremo, gre mesto tlo. Tako da se mi zdi, da nismo toliko udomačili, ampak na nek način s tem nekim zdravo je iti v naravo, ne, v tem smislu. Kar je res po svoje, pač. Ja, je po svoje, ampak smo v bistvu dali stran ta vidik, kaj pomeni iti pripravljeno v naravo, oziroma iti v naravo pač tako, da se prej pomislil, ne vem,
No, ampak hočem reči, zdaj dejansko pač podpiraš mojo tezo. Je nevarna narava. Ja, ampak zato, ker je človek neumen. Mislim, neumen. Pač, zato, ker smo ljudje utopili postali v tem smislu. Pač mi gremo v naravo, ker nekdo rekel, da je fajn. Ne zato, ker bi se... Ne? Pripravljeno pač. Zato, ker je to moderno. Ja. Marsikdo se mi zdi, da gre. Evolucija pa Darwinovo nagrado, da bi on, kad gre sredi zime, ne pripravljeno prime. Ja, to je pa spet problem. Jaz mislim, da je, kako bi rekla, o teh temah in o tem se eno zelo zanimivo pogovarjati, ker marsikaj spoznaš, marsikaj zveš, marsikaj je novega. Recimo mi se v Beli krajini skratka dol precej ukvarjamo s tem, ne, in zdaj meni je prišlo na misel, ja, lahko bi rekla celo, da je narava ali življenje, ki je v naravi, govorimo o srnah, o jelenih in o divjih prašičih, ne? In kako je zdaj to včasih na deželi nisi videl ograj, električnih pastirjev, dobro za govedo še, pa konje, pa ovce, ampak da bi si pa mogel graditi njivo, zato da nisi pridelek od jelena, od srn in od divjih prašičev, pa ne. Ampak meni pogled na vse te trakove, ki so ob njivah in tako naprej, me kar, ne vem, se mi zdi, da mi na nek način razvrednoti tisto lepo, ne, polje in tako naprej, ne. Ampak, če pa hočeš pridelati, pa se temu ne moreš izogniti. Moraš to narediti. Pomeni si tudi nekaj proti sebi, nekako naredil. Ne? In enkrat, ne vem, 10 let nazaj sem ne ukrajati, nikoli pač ne bomo mreže dali, ker sem prišla na to, da se je en zajček ujel v tisto mrežo, se ni bilo tako hudo za njega. Mislim, razumeš, tako nekako, no, pač mi se zelo živimo s to naravo, ampak je res veliko stvari, ki bi človek lahko razmišljal, morda kaj domislil in tako naprej, ne? Tako da, ja, meni je bil tale večer fenomenalno. Hvala. Hvala. Še kako vprašanje? Ona je prva slika, ne, tam sred zime, sneg se vidi, pa ti iz šopora pa medved, to ne more biti fotomontaža, se zimsko spanje in vsak medved. Ja, to je ena zanimiva stvar, to je bilo lani fotografirano in sicer na Snežniku. Zmuznila sta se mi še 2 slike dejanskih stopinj, ki imam mnogo notrno, pač dejansko celo mnogo sem dala noter, ampak medvede je bila še večja. Stvar je v tem, da mene je tudi zelo presenetilo, sploh zato, ker recimo Kočevski Rog po zimi, zdaj recimo, ki je bil ta sneg, ni praktično nikjer nobene stopinje, tudi, ker je bila zelo visok sneg, je bil tudi recimo Crn ni bil stopin, ne? Ali pa Košut, dobro, Košut si kakšno videl, ampak je tudi zelo počas se gibala. V 24 sem je videla, zdaj mi je šlo čez cesto, sem je tako lešivali, ker sem se Kočevskega Roga pelala, ampak recimo Snežnik je mene v tem oziru presenetil, zato ker je pa dejansko sred zime, res je, da je zima že en čas trajala in je izgleda to spodbudil, to, da so se zbudili lani, ker je na Snežniku pač bil sneg tako, kar lep čas in takoj, ker se je snežna odeja tako spustila, da dejansko se je preživali lahko nekako normalno gibajo, je bilo zelo prehojno od medvedov. To je pa v bistvu se zgodil, drugje v Sloveniji je bila že, mislim, drugje v Sloveniji, pač je bila že pomlad na nižjih nadmorskih višinah, no. Tukaj je pa cesta sicer še vedno bila poledenela in tudi zasnežena. Čez en teden ni bilo več recimo skoraj nič snega in je zgledal vse ta temperatura, pa najbrž neka lakota tudi spravila ven. Pa tudi, ko so enkrat mladiči, ne, potem v bistvu je verjetno veliko hitrej, ne vem, zato ki mogoče imaš ti, Katarina, tudi kakšen komentar, ampak veliko hitrej potem v bistvu začnejo iskati hrano, ne. Tako da ja, to je bilo posneto, mislim, da februarja. Okay. Konc februarja
se mi zdi nekaj takega, no? Konec februarja, začetek marca. Sam da tle mogoče da medved drugače nima tega tipičnega zimskega spanja. Ne? Medvedje se drugače načeloma povprečno na 14 dni se zbudijo in grejo naokoli. Tudi ko je oren zima, sam takrat, ker je res visok sneg, naredijo manjši krog, ker ne morejo, pač ker jih pobira sneg. Ne? Tudi v resnici. Pa tudi ne bo šlo, ne bo imel mogoče iste prehrane kakor polet, ampak bo tudi kaj malo pojedu. Ne? Ampak se načeloma na 14 dni se zbujajo. No? Ni to zdaj una hibernacija, pač medved ne hibernira drugačno, čisto za informacijo. Pa komentar na naravo, ki me navdušuje, pa šel pa v ta foh, kjer sem šel pa v malo mikroskopski svet, in tam manjka pa še zraven skrivnostno življenje mikrobov, ko niso pa res mislili. Ja, sem hodila da tajmo noter en slajd, ne, da na človeškem telesu je ne vem koliko pač teh mikrobov, ne, in da če smo se slučajno zdaj sami sebi zagnusili, tako piše, ne, naj se pomirimo, ker jih je večina itak v črevesju. Ja, dokler nekaj jaz nastavljam. Ne so profesori, pa tam če vso biomaso sveta vzamemo, vse živa bitja, ki se vodijo okolo nas, ni to nič primerjava s tistem, kar je nevidnega očesu mikrobov, bakterij, virusov. Res je, ja. Material je še dovolj. Ampak so šele oni zviki, da preživijo in da imajo strategiji za preživetje. Ne korone. Hočeš reči, pač prav, če rečemo zdaj temu, biomase mikrobov? Ja, je več kot biomase, recimo sesalcev ali pa tako. Vrtenče. Ja. Je okay. Ker živijo vse posod. Če v tistih delih, kjer živali in rastline ne morejo uspevati, ena vrsta bakterij in ne vem česa živi. Okay. Čudež. Časa sredi asfalta regrat ven, ne, mislim. To je lepo. Je dobro. Še kaj vprašanje? Še ne res Tjaša, hvala, da ste si vzeli res ta čas danes z nami. Marko, hvala, da si posnel, da bi to dosegljivo še komu drugemu. Po moje bomo vsaj še kdaj s kakimi reklamami lahko gledali. Tako, nekaj za dušo, nekaj za telo, da ti ne bo zmanjkalo. Sicer zdaj počela, ni ta vsi tega rik izvaja. Ampak gled, zdaj se čaj, če pa kdaj zmanjka, še zato, kateri dan je, da boš lahko lepega prebrala še. Pa za odnose. Ok, odlično.